Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V zadnjih tednih smo prejeli res ogromno vprašanj in sicer preko vseh možnih naših kanalov, Facebook, LinkedIn, Instagram, tudi YouTube, kjer sicer objavljamo tudi epizode v video izvedbi, tako da vabim, da nas gledate tudi na YouTubeu. Hvala vsem, da ste nam poslali vsa ta vprašanja. Res pa je tudi, da nekako se je teh vprašanj kar precej nabralo in nekako ne zmorem vsem odgovarjati osebno. Zbrala sem jih vse na enem mestu, veliko vprašanj se namreč tudi precej ponavlja in bom danes poskušala odgovoriti na vaša najbolj pogosto zastavljena vprašanja. Ker vem, da nekateri raje tudi pogledate, preberete, vidite v pisni obliki, sem se odločila, da pripravim tudi blog, kjer bodo zbrani vsi odgovori na enem mestu. Prav tako pa lahko prek bloga razvijem tudi kakšno misel, ki se mi poraja in jo sedaj objavim preko postov na družbenih omrežjih. Blog bo objavljen na spletni strani businessspace.com, tam se lahko naročite tudi na e-pismo, da boste pravočasno obveščeni bodisi o novih objavah, bodisi tudi o novih dogodkih, ki jih pripravljamo. Že jeseni pripravljamo Crypto Only Session dogodek, ker bomo izključno govorili samo o kriptotrgih in pa seveda tudi nepremičninski dogodek, ker bomo pogledali aktualno dogajanje na trgu nepremičnin. Ok, gremo kar v akcijo. Lahko rečem, da najbolj pogosto zastavljeno vprašanje v zadnjih mesecih je definitivno to, preko katere trgovalne platforme trgujem in v katere naložbe investiram. To me sprašuje Peter, Franc in še kar nekaj drugih ljudi. Petra zanima tudi, koliko premoženja imam investiranega v finančnih inštrumentih. V podcastu MoneyHow sem že večkrat povedala, da imam odprt trgovalni račun pri Interactive Brokers, za slovenske delnice pa v bistvu trgujem preko BKS-a. Eksperimentalno sem odprla še nekaj drugih računov, recimo tudi na eToru, vendar tam ne trgujem. Rada bi poudarila, da so seveda na voljo tudi druge opcije. Pregled brokerjev smo za posebno epizodo MoneyHow, hudiče v podrobnosti o brokerjih, tudi pripravili. Povezavo bom seveda tudi ponovno objavila. Izbira brokerja je pravzaprav odvisna od več dejavnikov, od naših naložbenih ambicij, od varčevalnih načrtov, od zneskov, ki jih namenjamo investiranju in tako dalje. Zlasti pri tistih, ki želite varčevati dolgoročno, torej za pokojnino, nakup stanovanja ali česa podobnega, pa je tudi pomembno, da je broker ustrezno kapitalsko močan. Prepričana sem, da je zadnja stvar, s katero se želite ukvarjati tik pred upokojitvijo, z brokerjem v težavah. Če je broker recimo uvrščen tudi na borzo, kar Interactive Brokers tudi je v bistvu njihovo poslovanje lahko spremljamo redno, četrtletno, tako da to še nekako dodatna garancija, da nekako smo bolj seznanjeni z dogajanjem pri brokerju. Pomembno recimo zame konkretno je tudi to, ko sem izbirala brokerja, definitivno dostop do nabora trgov, na katere želimo investirati in pa seveda, da je cenovno relativno ugoden oziroma konkurenčen ta broker. Med trgovalnimi platformami sem prepričana, da ste zagotovo opazili, se bije bitka za zniževanje provizij. Interactive Brokers, ki sicer tudi zelo priljubljena trgovalna platforma med Slovenci, je objavil nedavno, da s 1. julijem ukinja $10 na mesečnega nadomestila za neaktivnost oziroma tako imenovani inactivity fee. Prav to nadomestilo je odvračalo številne male vlagatelje, zlasti mlade in pa vlagatelje začetnike z nekaj 100 ali 1000 evri, da bi investirali preko te platforme. Velikokrat dobim tudi odzive od mladih, da Interactive Brokers ni najbolj seksi trgovalna platforma, da ni najbolj user-friendly in da bi lahko več naredili seveda na user experience-u. Res je. Toda z leti sem se jaz nekako navadila in nekako ne potrebujem, da mi konfeti letijo vsakič po zraku, ko opravim nakup ali prodajo.
Kar seveda pri drugih trgovalnih platformah je to sedaj nek tak feature, s katerim lahko celebrataš nakup ali prodajo. Kot omenjeno, res je, da večina drugih platform, zlasti iz kripto sveta, so vse bolj gamificirane, tudi recimo sam broker Robinhood je menda takšen. Zakaj menda? Mi kot Evropejci ne moremo zaenkrat še trgovati prek Robinhooda. Ravno ta enostavnost uporabe in uporaba elementov gamifikacije spodbuja mlade k investiranju, kar ni narobe, tudi kot smo omenili v prejšnji epizodi o Kitajski, so ravno pri tako imenovanih pidžama investitorjih, ki so investirali v naložbe, tako kot bi igrali igrice, se enostavno takšen način, takšna strategija na dolgi rok ni obrestovala. Kot omenjeno, še enkrat naredili smo pregled nizkocenovnih brokerjev, povezavo objavljam ponovno v opisu te epizode. Dobila sem recimo tudi vprašanje enega od poslušalcev, zakaj ni Saxo Bank na tem seznamu. Enostavno, ker pač to ni nizkocenovni broker. Mislim, da je ta broker primeren predvsem za tiste, ki imajo več pod palcem. Rada bi tudi opozorila, da se stalno pojavljajo novi brokerji, tudi v Evropi nastajajo neke simulacije Robinhoodov. Omenimo recimo nemški Trade Republic, tam so že zapičili zastavico pri Sloveniji, vendar platforma zaenkrat še ne omogoča nam Slovencem trgovanje. Kar se tiče mojih naložb, moj portfelj je delno razkrit, tudi zadnjih 15 let je bil praktično vedno delno razkrit. Večina mojega portfelja sestavljajo delniške naložbe, lahko rečem, da je to približno 90%. Precejšnji delež mojih naložb predstavljajo ameriške delnice, največ imam Amazona, Applea, Disney, potem Slack, Netflix, Blizzard in tako dalje. Zadnji dokupi so bili Coinbase, največ nerealizirane izgube imam ta hip s kitajsko delnico oziroma ADR-jem, in sicer TAL Education, največ nerealiziranega dobička pa imam z Amazonom. Večino naštetih delnic imam v portfelju že zelo dolgo časa, sicer pa na leto naredim približno 50 transakcij, večinoma opravljam nakupe oziroma dokupe, v portfelju imam približno 50 različnih delnic. Poleg seveda delnic precej aktivno investiram tudi v sklade, ki kotirajo na borzi, torej ETF-e. Največji delež seveda predstavlja globalno razpršeni ETF, in sicer iShares Core MSCI World, oziroma če vam povem ticker IVDA, dvojni V. Imam tudi nekaj nišnih ETF-ov, vezano predvsem na gaming in e-šport, pa nekaj regijsko razpršenih, zlasti Evropa in Kitajska. Manjši del mojega portfelja predstavljajo tudi slovenske delnice, imam praktično v večino slovenskih blue chipov investiran, torej Krka, Petrol, Pozavarovalnica Sava, Zavarovalnica Triglav, Cinkarna Celje, Luka Koper in pa NLB. S tem, da sem NLB kupovala preko Interactive Brokers, se pravi globalna potrdila o lastništvu sem kupila in ne delnice. Ja, manjši del portfelja predstavljajo tudi vzajemni skladi in pa skladi življenjskega cikla. Od 5 do 10%, pa imam tudi nekaj špekulativnih naložb, večinoma so to kriptovalute. Največ imam Bitcoina, Ethera in EOS-a, zadnje padce na kriptotrgu pa sem seveda izkoristila tudi za dokup Bitcoina, precej pa sem povečala nakupe v Ether. Kot rečeno, portfelj je živa stvar, se stalno spreminja, na borzo vlagam že več kot 10 let, sem izrazito nagnjena k tveganju in moj naložbeni cilj lahko rečem, da predvsem dolgoročen, torej 20 let in več. V celotnem tem času sem realizirala kar nekaj lepih dobičkov, recimo lani s Teslo in Zoomom, pa tudi kakšno izgubo sem pridelala, recimo imela sem kar precej izgube z Mercatorjem in pa z nekim finančnim nemškim fintechom. Vse te izgube seveda potem tudi nekako izkoristim za pobod davkov. Iz recimo te objave zelo težko vemo, po kakšnih cenah sem kupovala naložbe.
Nakup kakšne od omenjenih delnic se pa mogoče danes v trenutnih pogojih ne splača. Zato previdno, koga kopirate, kdaj kopirate. O kopiranih portfeljih sem naredila tudi posebno epizodo, saj sem našla Slovenca, ki ga kopira na tisoče ljudi iz celega sveta, in sicer to je Matej iz Cerknice, ki trguje predvsem preko platforme eToro. Seveda tam v podcastu oziroma v tej epizodi tudi opozarjam, na kaj je potrebno paziti, če in ko in kopirate portfelje od drugih ljudi. Pasti pa se tudi skrivajo na sami platformi eToro, zato previdno. O tem smo tudi nekaj govorili v posebni epizodi o brokerjih, tako da vas vabim, da prisluhnite tej epizodi in se potencialno izognete nevarnosti, ki pretijo tam na male vlagatelje. Gremo na drugo vprašanje. V prejšnji epizodi sem objavila zemljevid toka denarja. Dobila sem izredno veliko odzivov. Vsem najlepša hvala za vse komentarje. Veliko je bilo tudi vprašanj, kako varčevati 700 ali 800 evri plače na mesec. Osnovna ideja zemljevida toka denarja je bila pač ta oziroma je ta, da najprej plačaš najbolj pomembno položnico, ki jo bomo seveda najbolj cenili pač v prihodnosti, in sicer to je položnica za dolgoročno varčevanje. In šele nato potem plačaš ostale položnice, torej položnice za tekoče stroške in pa kratkoročno varčevanje. Ni poanta v tem, da ti v bistvu investiraš 20, 30, 40% svoje plače za dolgoročno varčevanje, kar so mogoče nekateri narobe razumeli. Varčuješ toliko, kolikor lahko. V mojem primeru, kot sem napisala oziroma povedala, gre za petino ali pa tretjino moje plače, seveda pa lahko investiramo tudi manjše zneske, nekaj desetakov. Nekateri zanimivo so se mi odzvali tudi v smislu, da sami investirajo recimo skupaj s partnerjem 1500 evrov na mesec od 2 plač, spet drugi so mi odgovorili, da težko živijo s 350 evri pokojnine. Ravno slednja izjava je tista, pred katero želim v bistvu nekako obvarovati vse mlade. S 350 evri pokojnine se zelo težko živi. Tudi s 600 evri pokojnine in 700 in 800 evri pokojnine se zelo težko živi. Zato je treba razmišljati danes o nekako svoji prihodnosti, o tem, kakšno življenje boste živeli. Zavedati se je treba, da bo naša pokojnina, za katero plačujemo preko prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nizka. In če že danes težko preživite svojo plačo, odštejte od te plače 50 ali 60% stran in se vprašajte, kakšno bo vaše življenje potem s takšno pokojnino. Povprečna pokojnina znaša namreč le še 56,5% povprečne neto plače. In če ne ukrepamo danes, se nam nič dobrega ne piše v prihodnosti. Zdaj pa sledi namig. Če želite preveriti, kdaj se boste lahko upokojili in koliko bo znašala približno vaša pokojnina, si lahko pomagate z informativnim kalkulatorjem na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZPIZ. Povezavo do tega kalkulatorja objavim v opisu te epizode. Kot zanimivost, sama se bom lahko upokojila v letu 2044 in moram priznati, da bo pa višina pokojnine tudi takšna, da bo vplivala na seveda moj standard življenja, se pravi, drugače bo potrebno živeti, kot seveda živim danes. Vrnimo se nazaj na teh 700 evrov. Skratka, kot rečeno, s tem zneskom se težko shaja. Rešitvi sta pravzaprav dve. Prvič, povečajte prihodke. Vem, ta ukrep oziroma ta predlog ni najbolj priljubljen. Poiskati je potrebno dodatno delo, dodatne zaslužke, stopiti je treba iz cone udobja, se prekvalificirati, dati odpoved, poiskati službo, ki daje boljšo plačo, potrebno je investirati čas v izobraževanje. Skratka, veliko je treba migati zato, da ustvarimo dodatne zaslužke, a po eni strani ali pa višjo plačo po drugi strani. Najlažje nekako je seveda zmanjšati stroške oziroma
Jaz svetujem vsakemu, da vodi porabo, vsaj za nekaj časa, recimo nekaj mesecev, tako v bistvu ugotovite, kje so tisti sprožilci, ki vas vodijo v porabo. Pri 700 evrih sem prepričana, da je poraba že tako ali tako na minimumu, pa vendar, dajte spremljati, mogoče boste našli kakšno luknjo. Morda bi omenila tukaj en primer, pa vem, da marsikomu ta primer ne bo najbolj všeč. In sicer, če se odpovemo raznim razvadam, kot so cigareti, alkohol in druge razvade, tudi lahko precej privarčujemo. Rada bi tukaj omenila eno zgodbo, in sicer Marija je v 20 letih na tak način, da se je odpovedala cigaretom, privarčevala 37 tisočakov. Namesto cigaret pa je po 20 letih lahko kupila enosobno stanovanje v Nazarjah. Zdaj to stanovanje oddaja za nekaj dodatnih stotakov na mesec. To je bila zelo odmevna zgodba in zelo lepo prikaže, da iz malega lahko zraste veliko. Mogoče, če se dotaknemo detajlov, gospa je varčevala na banki, če bi ta denar plasirala na kapitalske trge, na borze, bi mogoče lahko kupila dvosobno stanovanje. A pustimo to ob strani, že ta poteza, da se je odločila v bistvu nekako odpovedati cigaretam in varčevati, je že bila kar odlična. Gremo na tretje vprašanje. Davor sprašuje, ali se splača investirati v indekse, sprašuje pa tudi, kdaj lahko pričakujemo korekcijo na borzi. Seveda se splača investirati v indekse oziroma sklade, ki sledijo indeksom. Investiramo lahko v indeksne vzajemne sklade ali pa v indeksne sklade, ki kotirajo na borzi, torej ETF-e, Exchange Traded Funds. Imamo celo paleto ETF-ov, z njimi pa primarno dosežemo to razpršenost. Bolj, ko imamo razpršeno košarico, bolj razpršimo tudi tveganja. ETF-i so cenovno ugodni in jih lahko kupimo že z relativno nizkimi zneski. Strošek nakupa ali pa prodaje oziroma transakcije znaša tam okrog 3 evre na transakcijo. Vseeno pa je potrebno upoštevati kar nekaj pravil pri investiranju v ETF-e. Svetujemo, da kupujete akumulacijske ETF-e, to pomeni, da ne izplačujejo dividend, pač pa dividende reinvestirajo. Glavni razlog je predvsem davčni, in sicer tako prihranite na času pri izpolnjevanju davčne napovedi. Bodite seveda pozorni tudi na velikost ETF-a. Pri manjših ETF-ih se lahko zgodi, da jih enostavno zaprejo, lahko pa so tudi dražji. Torej, preverite tudi strošek poslovanja sklada, to je kratica TER, Total Expense Ratio. Začetnikom svetujem investiranje v globalno razpršeni ETF. Omenila sem danes že iShares Core MSCI World oziroma ticker IVDA. Seveda pa lahko izbirate regijsko ali panožne ETF-e. Paleta je res pestra. Svetujem, da si pogledate spletno stran justetf.com. Zanimivo pa je tudi to, da se veliko poslušalcev obrača na nas, tudi Luka denimo, ki želi na vsak način investirati v ameriške sklade, kot so recimo Vanguard ali pa ARK Invest. Ja, ti ETF-i nimajo tako imenovani ključni informacijski dokument oziroma kit, ki je potreben za to, da se lahko tržijo evropskim vlagateljem. Zato večina ETF-ov, katerih domicilna država je ZDA, Evropejci ne moremo kupiti. Tehnično gledano pa, kot smo že omenili v podcastu o ETF-ih, pa so slovenski brokerji nekako našli luknjo, in sicer prek njih lahko kupimo tudi ameriške ETF-e, vendar seveda moramo podpisati tako imenovani dokument obratna solicitacija oziroma dokument, s katerim v bistvu potrjujemo, da smo seznanjeni z vsemi tveganji, ki jih sprejemamo z investiranjem v tovrstne naložbe. Toda zdaj pridemo na drugo stran. Ali je smiselno investirati v te ameriške ETF-e? Zdaj, če govorimo, da bi investirali preko domačih brokerjev s podpisom tega dokumenta, je seveda treba opozoriti tukaj na stroške. Stroški so lahko precej visoki. Poleg tega, glede na to, da kotirajo v Ameriki, je potrebno upoštevati tudi menjalni tečaj, saj ti skladi kotirajo v dolarjih.
Kot rečeno, evropske različice priljubljenih ameriških ETF-ov lahko kupimo tudi na evropskih tleh preko našega brokerja v evrih in tudi po zelo ugodnih cenah. Kot rečeno, obiščite spletno stran Just ETF in boste našli primerne naložbe. Seznam ETF-ov pa smo seveda objavili tudi na naši spletni strani. Povezavo bom seveda objavila tudi v opisu te epizode. Drugi del vprašanja se nanaša na korekcijo, torej kdaj lahko pričakujemo upad tečajev. Ja, skoraj vsi naložbeni razredi so trenutno precej zabeljeni in ravno zaradi tega je v bistvu v tem trenutku potrebno imeti bolj dolgoročni horizont kot pa 3 ali pa 5 let. Bolj pesimistični vidijo obdobje 7 let, celo negativne povprečne letne donosnosti, vendar pa vseeno ne pozabimo, korekcije in borzni zlomi so del borzne realnosti. Bolj ključno je, da takrat ne odreagiramo panično in da v bistvu nadaljujemo svojo dolgoročno naložbeno strategijo. Kar se tiče popravkov tečajev navzdol, da lahko jih pričakujemo, korekcije od 5 do 10%, se pravzaprav dogajajo precej pogosto. Zadnja takšna korekcija je bila konkretno 19. julija. Na ta upad so se mediji odzvali precej burno in so nekako bili v pričakovanju borznega zloma. No, borzni zlom se ni zgodil, so se pa tečaji potem odbili proti novim rekordom. Večji upadi, torej več kot 10%, pa imamo na vsake nekaj let. Recimo lani marca 2020 smo imeli 35% upad, takrat je izbruhnil koronavirus. Tudi leta 2008 smo bili priča 60-70% upadu tečajev, vse od leta 2008 oziroma od dna doseženem v 2009 pa tečaji praktično rastejo, torej imamo 13 let bikovskega trenda. Daniel, 4. vprašanje. Daniel sprašuje, v katere delnice se splača danes investirati. Kar se tiče investiranja v delnice, je vsekakor potrebno več znanja, potrebno se je poglobiti v številke, izkaze poslovnega izida, v načrte podjetij, pogledati je potrebno seveda panogo, v kateri podjetje deluje, tudi kazalnike. Če investiraš v eno delnico, je tveganje bistveno večje, kot če kupiš recimo razpršeni delniški ETF. Na začetku sem omenila, v katere delnice sama investiram, zato zdaj vse stvar preferenc, katere podjetja so vam blizu, v katerih vidite potencial in tako dalje. Zato za odgovor na takšno vprašanje svetujem na kratko DYOH, torej do your own homework. Dobila sem pa tudi eno zelo zanimivo vprašanje, ob katerem sem bila malce presenečena. Se pravi, poslušalec želi ostati anonimen, je 24 let star, ima svoje podjetje, trenutno zasluži 4.000 evrov neto na mesec, ima okoli 400 evrov stroškov, 100 evrov dodatno porabi na Mastercardu, pravi, da varčuje v zlatu in srebru, okrog 400 evrov preko trajnika, kupuje pa tudi delnice preko Revoluta, kjer se pač pritožuje, da je spekter naložb omejen. Sprašuje pa, kaj storiti. Skrbi ga tudi, da morda v prihodnje ne bo v tako dobri kondiciji, kot je sedaj. Ja, dragi anonimnež, vesela sem, da tudi mladi zaslužijo tako lepe zneske. Na TikToku sem pred časom objavila prispevek oziroma krajši klip iz epizode o trgu dela in plačah, kjer smo omenili, da mladi v bistvu želijo prejeti 2 do 3.000 evrov mesečno neto plače. Seveda so se mladi odzvali in sicer na posnetek, in sicer, da milenijci vedo, koliko so vredni in da ne bodo delali pod ceno. Mi je zaprosila ena mladenka, Maja. Zelo podpiram to in vsi smo na trgu dela in seveda vsi tekmujemo svojim znanjem in pa veščinami. Je pa tudi res, da seveda ponovno marsikomu to ne bo všeč.
Zadnja statistika kaže, da mladi v starosti od 25 do 34 let prejemajo 1564 evrov bruto plače, kar je 17% manj od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih. Na letni ravni to pomeni, da dobijo mladi 2 povprečni mesečni bruto plači manj. To je pa realnost in ta primer anonimneža je verjetno ena taka redka izjema, tako da zelo sem vesela pa, da takšne izjeme tudi obstajajo. Iz poslanih podatkov vseeno ne vemo, kako je ta mladenič rešil stanovanjski problem, pravi pa, da ima na mesec skupaj porabe za okrog 500 evrov. Varčuje v plemenitih kovinah, kar se tega tiče, bi svetovala zmernost. Potrebno je biti predvsem pozoren na stroške, ti so zlasti pri slovenskih posrednikih lahko izjemno visoki. Prav tako se je izkazalo že večkrat, da predvsem zlato samo po sebi nima neke produktivne porabe v gospodarstvu in se njegova vrednost bolj giblje na podlagi sentimenta na delniškem trgu. Zato prevelik delež zlata lahko pomeni, da vaši prihranki ne bodo dolgoročno dobro sledili inovativnim podjetjem in drugim, recimo temu, tehnološkim rešitvam. No, Revolut, tako kot je mladenič ugotovil, na Revolutu je omejen nabor delnic, ne zagotavlja tudi najboljše izvršitve nakupov, Revolut pa pod črto tudi ni borzni posrednik. Za bolj materialne naložbe se priporoča bolj specializirane ponudnike. Kot rečeno že v uvodu, seznam teh ponudnikov smo objavili in tudi v opisu te epizode bom to objavila. Med najbolj pogosto uporabljenimi pa lahko rečemo, da so Interactive Brokers in zadnje čase se precej pogosto omenja tudi Flatex de Giro. Ni pa izključeno, to pa res ne smemo izključiti, da bi Revolut enkrat v prihodnosti morda prevzel kakšnega od brokerjev, vendar to je v tem trenutku zgolj špekulacija. Tako, mladenič ima zelo lepo plačo in če vštejemo vse te stroške in pa zneske za investicije, mu se še vedno ostane zelo lepih 3000 evrov. Glede na to, da je prihodnost negotova in tudi sam pač omenja ta scenarij, jaz svetujem, da oblikujete denarno rezervo. Zdaj priporočila so različna, nekateri pravijo 6 mesečnih plač, nekateri pravijo 6 mesečnih stroškov. Jaz svetujem, da imate na zalogi nekaj tisočakov. Glede na to, da ste mladi, torej 24 let, svetujem, da izkoristite silo reinvestiranja v svojo korist. Predlagam, da del denarja mesečno vlagate v enega ali dva izbrana ETF-a. V ta namen tudi predlagam, da poslušate epizodo o ETF-ih in preverite seznam predlaganih ETF-ov. Zdaj, če še niste lastnik nepremičnine, razmislite tudi, kakšen polog ali kupnino boste potrebovali v primeru, da boste kupovali nepremičnino. Ne pozabite, da banke zahtevajo vsaj 20% polog v primeru najema stanovanjskega posojila, če seveda ste redno zaposleni. Glede na trenutne cene stanovanj, trenutno je povprečna cena rabljenega stanovanja v Ljubljani 3200 evrov za kvadratni meter, pa v bistvu pomeni, da lahko ta polog znaša kar nekaj 10 tisočakov. Šesto vprašanje. Tjaša in številni drugi me sprašujete, h kateremu finančnemu svetovalcu se obrniti po pomoč in katerega finančnega svetovalca priporočam. Ja, to je zelo pogosto vprašanje. Moram priznati, da ne maram odgovarjati pa preveč na to vprašanje, ker sem zelo kritična. MoneyHow v bistvu smo oblikovali ravno s tem namenom, da si nekako znamo sami pomagati oziroma da predstavimo te korake, kako do tega, da se sami uredimo osebne finance. Dejstvo je, da slovenski finančni svetovalci niso neodvisni, pač pa so v bistvu prodajalci finančnih produktov.
Vsi imajo sklenjene pogodbe s finančno panogo in so za v bistvu svetovanje in prodajo produktov plačani seveda s provizijo. To pomeni, da če vam finančni svetovalec proda vzajemni sklad, pokojninski načrt ali zavarovanje, dobi za to seveda provizijo od ponudnika in hkrati v bistvu vam zaračuna za svetovanje. Opažam pa tudi v zadnjih 15 letih, kar sem seveda pokrivala to področje, sem opazila, da velikokrat ponudijo tisti produkt, kjer dobijo tudi najvišjo provizijo. Če vemo, kaj hočemo, je morda v tem primeru bolje stopiti kar direktno do ponudnika finančnega produkta. Določene upravljalske in pa vstopne provizije so višje ravno zaradi financiranja prodajno-distribucijske mreže. Zadnjih 15 let pa sem tudi opazila, da finančni svetovalci pogosto berejo strategijo kolobarjenja, kar pomeni, da nekako preoblikujejo ali preusmerijo obstoječe ali prihodnje denarne vložke v produkte, ki jim seveda prinašajo višjo provizijo. V zadnjih 15 letih sem razkrila zgodbe, ko so posamezniki imeli res pravo sračje gnezdo naložb. Odkrila sem celo primere posameznika, podjetnika, ki je imel kar 27 naložbenih polic. Odkrila sem tudi primere ljudi starejše ljudi, upokojence, ki so imeli celo paleto naložbenih produktov sklenjenih. Potem seveda opažam, da se nekako propagirajo produkti z višjimi provizijami in tako dalje. Skratka, tukaj je potrebna izredna previdnost. Načeloma ni nič narobe s finančnim svetovanjem, dokler so vsi potencialni konflikti interesa razkriti in pa seveda znani. In če recimo nek svetovalec poskuša na vsak način prodati nek produkt, ga nemudoma vprašajte, ali so v ozadju kakšne finančne koristi za njega in zakaj ta produkt boljši od drugih. Bodite radovedni, bodite tečni in zahtevajte pojasnilo, če že za to plačate. Številni, ki mi pišete, iščete v bistvu nekakšno bližnjico in vidite rešitev v finančnem svetovalcu. Pogosto seveda se izgovarjate, da nimate časa ukvarjati se s svojimi financami. Tu se zelo hitro lahko ujamete v past, če boste prišli s takšnim odnosom do finančnega svetovalca, ki pomeni oziroma ki še enkrat predstavlja nekako distributerja finančnih produktov, ste mu odprli vrata, da vam proda tisto, kar njemu najbolj ustreza. Pri čemer bi rada poudarila, da se izogibajo popolnim razkritjem, kako njihov poslovni model sploh deluje. Slišala sem celo bizarnosti, da izberite tistega finančnega svetovalca, ki se pogosto pojavlja v medijih, toda še enkrat, to ni garancija, da bodo njihovi finančni nasveti korektni. In glede na to, da prihajam iz novinarskega sveta, vam lahko razkrijem, da novinarji ponavadi pokličejo tistega, ki je najbolj odziven. No, da ne bom samo kritična, lahko povem, da v preteklosti so bili tudi poskusi, ko so svetovalci želeli seveda biti resnično neodvisni, vendar se to na tako majhnem trgu, kot je Slovenija, ni izšlo, in sicer, da bi lahko živeli zgolj od svojih strank in ne od prodaje produktov. Prav tako pa nekako še ni v krvi Slovencev, da bi plačevali za storitev finančnega svetovanja. Resnične neodvisne svetovalce si lahko privoščijo predvsem bogati posamezniki, podjetja in pa finančne inštitucije. Verjamem, da moramo sami vložiti čas, da bomo sprejemali pametne finančne odločitve, kot na omenjeno začetku, zato je tudi nastal MoneyHow, ki je kot know-how osebnih financ. Verjamemo namreč, da je treba znanje deliti, da to mora krožiti in upam, da vam vsebina, ki vam jo posredujemo vsak teden, koristi pri upravljanju vašega denarja. 7. vprašanje, kako sploh začeti z investiranjem? Ja, na to vprašanje lahko rečem, da smo odgovorili že kar nekajkrat v večjih epizodah MoneyHow. Enostavno potrebno je vstati s kavča in iti v akcijo. Najbolje je, da če niste zadosti samozavestni pri odpiranju trgovalnega računa, da stopite do
družbe za upravljanje in sklenete varčevalni načrt. Predlagam, da izberete za začetek globalno razpršen vzajemni sklad. Za vse tiste, ki želite pač sami investirati, predlagam, da odprete trgovalni račun pri enemu od brokerjev in začnete enostavno kupovati globalno razpršene ETF-e. Ko boste dobili samozavest, potem dodajate tudi kakšne druge ETF-e, bodisi regijske ali panožno razpršene, tisto, kar pač vam najbolj ustreza. V tretjem koraku pa je potem tisto investiranje v konkretne delnice, kjer pa je potrebno seveda imeti več znanja. Torej, prvi korak je, da stopimo iz cone udobja v cono neudobja in začnemo enostavno investirati. V mislih imejte svojega prihodnjega jaza, kajti vaš prihodnji jaz bo mu zelo hvaležen za to, da ste se aktivirali in začeli pravočasno varčevati za svojo pokojnino. Osmo vprašanje Alja sprašuje in še kar nekaj drugih ljudi, katero literaturo priporočam za začetnike, hkrati pa omenja, da si je izposodila Rich Dad, Poor Dad. Ja, vse te knjige, ki jih najdemo na Googlu in so bestsellerji o investiranju oziroma upravljanju denarja, so v bistvu zelo motivacijske knjige in super je, da v bistvu si odprla to knjigo in jo začela prebirati. Je pa res, da marsikatere te nauke iz teh knjig zelo težko prenesemo v prakso, v naše okolje, kajti tam pogosto priporočajo investiranje v nepremičnine, kot vemo, pa je to pri nas malce drugače urejeno kot v Ameriki. V Ameriki je na splošno drugače urejen celotni sistem, od samega pokojninskega varčevanja do kredit skorov in tako dalje, tako da včasih je zelo težko v bistvu uporabiti nekatere nauke iz teh knjig tudi v našem okolju za naše finance. Jaz vsem priporočam, da seveda preberete oziroma da spremljate Investopedijo, tam je cela zakladnica znanj, video posnetkov, obrazložitev, pojasnil, res dobite zelo veliko koristnih informacij, tudi zelo neodvisno predstavljenih. Kar se pa tiče samih knjig, bolj podrobno jih bom navedla v blogu, predstavila bom ne samo knjige, ampak tudi spletne strani, forume, filme in tako dalje, ampak če lahko na hitro vseeno omenim nekaj knjig, in sicer omenila bi Common Stocks and Uncommon Profits od Philip Fisherja. Zelo znan je po enem citatu: "The best time to sell stocks is almost never." To je zelo znan rek, sledi oziroma zelo pogosto ga citira in pač večkrat je izpostavil, da je njegovo literaturo bral tudi Warren Buffett. Tako da zelo priporočam to knjigo, preberite, mogoče boste kakšne pomembne in dragocene lekcije lahko tudi uporabili v svojem življenju oziroma pri svojem investiranju. Benjamin Graham on Value Investing je knjiga, ki je napisala Janet Lowe, je zelo primerna za začetnike. Nekateri se pritožujejo, da je preveč taka osnovna, zato za tiste, ki želijo malce bolj napredne finance, predlagam seveda klasiko Intelligent Investor oziroma Modri investitor. Nekateri pravijo, da je knjiga malce tečna, sicer pa jo priporočajo praktično vsi borzni mački, večina investitorjev. Gre za biblijo value investinga, se pravi investiranja v delnice podjetij, ki so podcenjena. Še predno se lotimo kupovanja konkretnih delnic, pa je dobro spoznati tudi logiko dolgoročnega pasivnega investiranja. To pa lahko spoznamo v knjigi A Random Walk Down Wall Street. Kar se tiče konceptov osebnih financ, ki so širše kot same naložbe, pa odličen vpogled ponuja knjiga Personal Finance od Jeff Madura. Določene verzije te knjige se brezplačno na voljo tudi na spletu. Jaz imam tukaj tole debelo buklo pri sebi že celo desetletje, če ne celo kaj več. Knjiga obsega, samo sekunda, 648 strani
je zelo taka razgibana, imate veliko grafov, tabel, obrazložitev in zelo veliko dobrih in pomembnih naukov o upravljanju osebnih financ. To knjigo zelo priporočam, bom pa objavila tudi povezave do brezplačnega PDF-ja ene od različic te knjige. Tako, mislim, da smo zbrali najbolj pogosto zastavljena vprašanja, ki smo jih prejeli v zadnjem času. Veliko vprašanj je prišlo tudi na temo nepremičnin. To bi vseeno rada nekoliko obdelala ločeno, ker so zelo specifična vprašanja, vezana bodisi na nakup nepremičnine, vezana na cene, na financiranje nakupa in tako dalje. Tako da bi si tukaj malce več časa vzela za določena pojasnila in seveda to bomo objavili v ločenem podcastu. Mislim, da je to. Hvala vsem še enkrat za vsa vprašanja. Upam, da smo nanje odgovorili. Če želite še malce bolj poglobljeno odgovore oziroma debato, se nam pridružite na Discord kanalu MoneyHow. Povezavo bom seveda tudi objavila v opisu te epizode. Tam debatiramo o različnih naložbenih strategijah, o različnih zadevah, tako da prepričana sem, da boste tudi tam našli veliko zanimivega in uporabnega materiala, ki ga lahko seveda uporabite pri upravljanju svojega denarja. Če boste imeli še kakršnokoli vprašanje, mi pišite preko vseh teh kanalov, ki sem jih prej naštela. Zelo bom vesela, če se naročite na MoneyHow, zelo bom vesela, če delite MoneyHow med kolegi, znanci, sorodniki, komorkoli, kjer menite, da bi jim lahko vsebina koristila. Skratka, spremljajte nas tudi na blogu, kjer bomo seveda vse tudi v pisni obliki predstavljali. Vse te informacije so brezplačno na voljo. Toliko zaenkrat z moje strani, se vidimo oziroma slišimo naslednji teden.